Lepo pozdravljeni na literarni matineji Celjske Mohorjeve družbe, ki je danes posvečen logoterapiji. Njen utemeljitelj je dunajski psihiater, nevrolog Viktor Frankl. V iskanju tistega, kar človeka žene na najgloblji ravni, je na človekovi svobodni volji, volji do smisla in smislu življenja, po Freudu in Adlerju utemeljil tretjo dunajsko šolo oziroma psihoterapevtsko smer. Po koncu druge svetovne vojne je Viktor Frankl zapisal: bil sem povsem običajen zapornik, nič več kot zgolj številka 119-104. Po 3 letih nedoumljivega trpljenja v koncentracijskih taboriščih in po izgubi vsega, kar človeku daje smisel, je ta mož v 92 letih svojega življenja zastavil temelje logoterapije in z njo še danes navdihuje na milijone ljudi po vsem svetu. Danes tudi skozi 2 novi knjigi v zbirki Smisel, in sicer Ko nas pokliče življenje, Adona Klingberga mlajšega, ki je izšla konec lanskega leta tudi v redni zbirki Celjske Mohorjeve družbe, in čisto sveža izpod peresa Majka Sadika, Eksistencialno potovanje s podnaslovom Viktor Frankl in Lev Tolstoj o trpljenju, smrti in iskanju smisla. Zelo sem vesela, da lahko v svoji družbi pozdravim 2 cenjena gosta. Z nami sta dr. Jože Ramovš, eden prvih logoterapevtov pri nas, doktoriral je pri dr. Antonu Trstenjaku, se specializiral pri doktorici Elizabeth Lukas in nenazadnje osebno poznal in v Sloveniji tudi gostil Viktorja Frankla. In pa gospod Rudi Meden, ki je 2 knjigi prevedel, ne samo, da je izjemen prevajalec, brez dvoma je tudi eden najboljših poznavalcev in tudi soustvarjalcev slovenske logoterapevtske terminologije. Lep pozdrav še enkrat obema in en aplavz. Hvala. Pa predlagam, da začnemo kar na koncu pri najbolj sveži pridobitvi zbirke Smisel, Eksistencialno potovanje Majka Sadika. Gospod Meden, vi, ko izbirate svojo literaturo, ki jo izberete v prevod, jo nekako tudi potem, da je nekaj za dušo. Zakaj je ta knjiga vas v prvi vrsti nagovorila? Se mi zdi, da je razlogov kar nekaj. Prvo je seveda ta, da skoraj v vsaki knjigi Franklovi ali o Franklu je ta knjiga omenjena. Ta štorija, kako je on to v San Quentinu omenil in kako je kaznica tik pred usmrtitvijo v bistvu, bi rekel, spreobrnil. In seveda že zaradi tega me je zanimalo, kako pravzaprav bi ta zgodba delovala. Druga stvar, potem ko sem knjigo enkrat začel gledati, je sam Tolstoj. Še kombinacija s to zgodbo pa z njegovo izpovedjo, ki jaz sem jo bral tam v študentskih letih in je bilo to, rečem, razodetje ali pa doživetje, ne vem, to je bilo nekaj posebnega, tisto še v prevodu Josipa Vidmarja takrat. In ta tudi pomembno vlogo tukaj noter igra. Tretje pa to podobno, ne bom rekel zgodbo, ampak s podobno, kaj ne rečem, tehniko, z vrstjo sem se ukvarjal že pri Jezusu in logoterapiji, kjer gre pravzaprav za to, čemur zdaj tudi rečejo, kar boste vi gotovo tudi bolj vedel, logoterapevtska hermeneutika. Jaz se rečem kar logohermeneutika, se pravi razlaganje literarnega teksta nekako z metodami logoterapije. Že tista knjiga, ki mi je zelo ljuba, je na ta način v bistvu napisana, ampak je malo specialna. Ta je pa res literarno besedilo, pregledano, obdelano in razloženo s temi načeli logoterapevtskimi. In to je tako, teorija je zmeraj teorija. Zdaj, enemu bolj leži, enemu manj leži. Tudi recimo, če nam nekdo pove, kakšne probleme imamo, to težko sprejmemo. Jaz sem prevajal tam tudi eno tako polivno psihologijo, kjer si je avtor pomagal s Charliem Brownom. In je pripoveduje noter, kako je imel enega svojega, kaj bi rekel, obravnava enega pacienta, ki nikakor ni hotel sprejeti njegove razlage, kaj je njim naredil.
Potem smo imeli pa tam slučajno Charlieja Browna in gledamo, da rekel, ja, to sem pa jaz. Tam noter se je pa najdel. Skozi zgodbo se veliko bolj začutimo in dojamemo, kako pravzaprav z nami. In mislim, da ta zgodba in ta knjiga o tej zgodbi to zelo dobro naredi. Doktor Ramovš, vi ste ogromno veste o filozofiji, sploh Franklovi in v teh smerih. Sadik se sploh v prvem delu tega zahtevnega filozofskega področja. Zdaj, z razumevanjem takih ali drugačnih avtorjev je mogoče polemizirati, ampak pod črto ste pa rekli, da ste zelo veseli, da je ta knjiga v zbirki Smisel. Ja, seveda, nedvomno sem vesel. Če pa recimo knjigo pogledava, sem z zanimanjem poslušal, je prvi del, pa še drugi del, pa še tretji del zelo filozofski. Tako da take knjige so pa za bralce, kot ste rekli, ki so to zgodba. Ta je zgodba, ne bomo poznali, tako tukaj pa ni to zgodba, je pa vprašanje, koliko je dostopna, zato sem še bolj vesel tega. Namreč Frankl je že kot dijak in potem kot študent, to ta knjiga zelo opisuje, a ne ko nas pokliče življenje, biografija, ne autobiografija, ga je zanimala miselni tokovi časa. Miselni tokovi njegovega časa, se pravi pred drugo svetovno vojno, tik med njo in po njej, je pa bil vodilni eksistencializem. In sicer ti klasiki eksistencializma, a ne, Sartre, Camus, ti pa na koncu koncev, dobro, to je gotovo, ki je tudi tlele malo prehud izraz, so pesimistični. Eksistencialisti so v tem smislu seveda klasika, da je človek kot posameznik za svojo svobodo, svojo odgovornostjo, svojim bivanjem središče, da ima glavno besedo, to, kar danes doživljamo, individuum, individualizem, to je takrat se pravzaprav ne samo prebujalo, ampak je cvetelo v tistem času, danes so pa sadovi že osebnih pravic, osebnega dostojanstva v dobrem, seveda pa v pretiravanje, vsaka stvar gre v pretiravanje, če pa samo individuum kot zaprt balonček, pa še brez odgovornosti, je pa to, kar tudi danes marsikje patologija. Frankl, se pravi, se je s tem napajal in je bil z ene strani očaran pa navdušen nad Sartrom, Camusom in tako naprej, z druge strani mu pa kot psihoterapeutu bodočemu, in tako je bil usmerjen, pa judovsko vzgojen vse, mu pa pesimizem ni šel. Zato je se napajal pri eksistencialistih, vendar pa pri tistih, ki so bili pozitivni, kar je imel dostopa do njih. Tukaj je pa Sadik je pa šel v celoto. On pravzaprav eksistencializem razširi na vse, da tako malo za hec rečem, na vse, kar je pozitivne psihologije za razvoj posameznika od Sokrata in kitajskih mislecev, Konfucija ali karkoli, to malo pretiravam, ampak vendar oni tukaj to eksistencialno potovanje, kot je naslov, misel človeka kot bitja, ki je svobodno, ki ima svoj volan usmerjanja predvsem v svojih rokah. To je prispevek eksistencializma v 20. stoletju, ki je zelo pomemben in drži ravnotežje z recimo družbenimi vedami, ki so pa zelo videle, kako je človek kolesce v ustroju družbe, kjer nima nobene možnosti. Tudi psihologija, ena, druga, tretja, ali to bolj globinska s podzavestjo, ki nas iz podzavesti usmerja, ali to bolj vedenska, družbena, kar smo se naučili, pa nas ta krmari. Vse te stvari so pomembna spoznanja in brez eksistencializma
da pa je človek posameznik svojo svobodo, ki ima volan v rokah, brez tega ni logoterapije. Logoterapija temelji na svobodi, seveda dodaja zelo odgovornost, ampak to so že brez svobode in brez vrednosti posameznika ni Frankl. Tako da ta širok okvir, seveda je pa potem ta paralela, ki smo jo lepo slišali s Tolstojem, pa to nadgradi. Praktično ne samo Frankl sam, tudi logoterapeuti po vsem svetu, tako kot ste vi rekli, že od dejaških let naprej, kdor se s tem zadnjim Tolstojevim ustvarjanjem Smrt Ivana Ilića spada v ta del, srečuje, ga na nek način nagovori, ker to je pa zgodba, seveda izmišljena zgodba, z druge strani pa to avtobiografija Tolstoja samega in ta spoj sadika, sadik ni v tem primeru en klasik izpred 50-80 let kot Frankl ali pa Lukasova, je sodoben ameriški psiholog, psihoterapeut, danes že več od knjiga, od vseh, kar jih je bilo prevedenih, je to najbolj sveža knjiga. Jaz vidim, da ima zelo mesto. Ali bo pa šla tako, kot gre kakšna zgodba, to pa ne vem, ker nisem trgovec. To v bistvu ni najbolj pomembno, skratka nagovarja z res globokimi in pomembnimi življenjskimi temami. Zdaj, ko ste omenili, filozofija je lahko naporno in zahtevno branje, v tem delu sadik jo kljub temu nekako približa, da je bralcu, ki nima toliko kilometrine, še vedno blizu in domače. Vse se, ko sem jo jaz prebirala, se mi je zdelo, da gre vse v to smer pripravo na ta tretji del, spravi ta paralela z zgodbo Smrt Ivana Ilića. To je novela, ki jo logoterapeuti dobro poznamo, ampak ko prebereš to knjigo, se ti pa zdi, da bi to moralo biti čtivo, ki bi ga prebral slehernik. In mene je ta knjiga izjemno nagovarjala tudi v sodobnem času, v tej retoriki izogibanja trpljenja, danes ne nazadnje vprašanje evtanazije in podobnih tem, ki so danes še kako žive in pomembne za sodobno družbo. Kako vidva vidita to novelo v luči sodobnega bralca? Ja, mogoče bi kar majhen dal besedo Sadiku, recimo tle na koncu opisuje pravzaprav, zakaj pri tem gre, bom kar par odlomkov prebral, pravi: nekateri ljudje čakajo, da jih bo kdo ali kaj opozorilo na pravi čas, da se bodo zazrli vase in vzeli sebe in svoje življenje pod drobnogled. Vendar, ali smemo računati na to, da nas bo nekaj še pravi trenutek spomnilo na to? In potem naprej, če smo natančnejši, Ivanov obraz, se pravi, ko pokojni že leži na parah, najbrž ne opominja le na izbežnost smrti. Vse nas namreč opozarja na pomen izbire, tega, zakaj se bomo odločali od zdaj naprej, pa do takrat, ko bomo morali pogledati v oči resničnosti svoje individualnosti. Takrat ne bo nikjer nikogar, ki bi nas branil, ostali bomo sami z nadležnim notranjim glasom, ki bo od nas terjal odgovor. Zraven pa osnovno ključno sporočilo Tolstoja pripovedi, ki ga nikakor ne smemo izgubiti izpred oči, pa je, da v življenju vse do zadnjega ne manjka možnosti za odrešitev, zato da sami sebe presežemo. Tudi sredi najhujšega trpljenja je mogoče odkriti smisel v ljubezni, angažiranosti, zavezanosti. Se pravi, skozi zgodbo se mi zdi super sama zgodba in to, kar je v zgodbi napisano, da se človek mora vprašati, kaj delam s svojim življenjem. In da imam še zmeri, pa če sem zavozil življenje, zdajle ta hit najboljšo možnost, da vse še na dobro obrnem. Iz tega potem izhaja, da lahko človeku odzamemo v življenju marsikaj, pravzaprav karkoli, najhuje je, da mu odzamemo trpljenje in to ta zadnji trenutek. Ja, Tolstoj je zanimiv lik in knjiga ga tudi pred to analizo
Ivana Iliča, pa njegove smrti oziroma minevanja, pa tega soočenja ga fajn predstavi, tudi samega Tolstoja, njegovo eksperimentiranje, vse življenje in zorenje. Tolstoj je seveda nekaj drugega kot Dostojevski, je pa s tem tudi skozi njegova dela tukaj zelo pokaže, da pravzaprav dozoriš na koncu. Recimo, če paralelo potegnemo z Jungom, ki je poznejši avtor, seveda za eno generacijo vsaj dobro, vendar pa kot psiholog svetovnega kova Jungu je bilo zelo jasno, da nič, kar se s človekom dogaja pri pojavu človeka, ni naključno. Recimo, glede starosti je Jung napisal, če tretje življenjsko obdobje po klebakteriju, po koncu rodne dobe ne bi imelo bistvenega smisla za človeka, potem bi ga narava ne dala, ker nobena žival nima življenje po koncu rodne dobe. Samo človek je ta izjema. Jung na tem analizira, torej je tretje življenjsko obdobje po rodnem obdobju bistveno za človeka, da dozori, bi rekli, a ne? V tem kontekstu staranja je pa trpljenje zelo pomembno, pa tudi mladosti in srednjih let, skozi celo življenje. In če Junga parafraziramo, bomo rekli, če bi trpljenje ne imelo smisla za človekovo uresničenje, zorenje posameznika in razvoj kulture, skupnosti, bi ga narava človeku ne dala. Živali ne trpijo. Seveda bo vsak ugovarjal, seveda trpijo, pa mučenje živali in tako naprej. Trstenjak je tukaj bil zelo jasen. Živali boli, ne trpijo pa ne. Ker živali živijo v sedanjosti, človeka pa boli in trpi. Če se po prstu udarim, me boli. Če se pa pri tem spomnim, da se zmeraj udarim po prstu, pa da sem neroden, pa da z menoj nič ne bo, sem pa vključil poleg sedanje bolečine, ko me prst boli, tudi celo preteklost. Vedno imam smolo. Žival nikoli ne vključi tega. In prihodnost. Z menoj nič ne bo, ker vedno nastradam. To se pravi, trpljenje ni bolečina, ampak je bolečina plus človekova zavest. To je trpljenje. In trpimo samo ljudje. Seveda danes, ko so živali neprimerno bolj v ospredju, pri vsem, ne samo po številu, da jih je toliko in toliko več kot otrok v evropski kulturi, ampak tudi po skrbi, po odgovornosti zanje, trenutne evropski kulturi, se to čudno sliši. Ampak na koncu je treba razlikovati človeško zavest od zavesti vseh nam sorodnih prednikov pa bratrancev živali. Je treba. To pač evropska kultura zadnjih 50 let si zelo trudila, tudi po zasluge psihologije, da bi pri človeku dokazali, da v ničemer ne prekaša živali. Pa ni uspelo, a ne? To je stvar preteklosti, sredi 20. stoletja. Ni verjetno bilo v znanosti to vrstne o človeku, verjetno je bilo 100-krat več denarja in raziskovanja posvečenega temu, da bi dokazali, da živali imajo vseh zmožnosti, saj v osnovi vse, ki jih ima človek. 100-krat več denarja kot v to in pozornosti raziskovanja, po čem pa človek presega ostalo naravo. Cela zgodovina je bila pri človeku pozorna, na kar je pri človeku specifičnega, tudi logoterapija je, 20. stoletje evropske kulture pa kaj imamo skupnega. To je zelo dobro, ker z tega se je rodila ekologija pa varstvo narave, drugače bi jo uničili. Vsaka stvar ima smisel tudi to. Vendar pa trpljenje je človeško trpljenje, notranje in zunanje ob bolečini je nekaj več kot je živalska bolečina. Tukaj v Trstenjaku pa vsem
tem psihologom, ki se s tem ukvarjajo, pa antropologom, mi je, zdaj jim zelo verjamem, jasno mi je tako. Glede, to pa pomeni, če Junga parafraziramo, če trpljenje ni bilo bistveno za človekov razvoj, zorenje in za razvoj skupnosti, kulture, bi narava nas pustila na nivoju bolečine, pa nas ni. Trpimo pa čedalje bolj. Če smo bolj razviti, večje duševne bolečine, večje socialne bolečine, psihosocialne motnje pa patologija narašča, recimo, če statistiko vzamete evropsko ali pa svetovne zdravstvene organizacije, samo zdaj po letu 2010 rapidno narašča. To pa je trpljenje. To je pa trpljenje. In če trpljenje narašča, pa ga je toliko, potem tako kot tukaj v knjigi Frankla in tako naprej Tolstoja, ima smisel. Je pa ta smisel trd. In prednost te knjige je pravzaprav, da na drug način, Frankl je to dokazal, kljub vsemu rečem življenju, da je tudi koncentracijsko taborišče njega naredilo, da je to, kar je. To je dokazal in na ta način je svetovno eden najbolj znanih avtorjev 20. stoletja. Tukaj s Tolstojem pa ta analiza pa ni šla na koncentracijsko taborišče, ampak na terminalno obdobje življenja. Pa ne na spremljanje umirajočih, kar je zelo važno za druge, okolico, ampak na samega človeka. In jaz se z vami strinjam, da pravzaprav, ko zdaj evropska kultura prvič v svoji zgodovini se spogleduje z evtanazijo, pa z samomorom kot vrednoto, kot izbiro, da pravzaprav je ta širše utemeljitve antropološke, ki je tudi tukaj, to, kar ste rekli, če sem vas prav razumel, da so tudi zelo pomembne. Ne samo ta, ne samo tiste, ki jih vsak dan slišimo proti evtanaziji, tiste so pomembne seveda. Te ne slišimo, kot je tlele noter, indirektno, pa je pomembna. Seveda najbolj pomembne po moje so pa one antropološke, da če zavračamo nemoč svojo in drugih, smo dokončno zavrgli solidarnost. Solidarnost med srednjo generacijo, pa srednjo in mlado, se pravi rojevanje, pa solidarnost pri proizvodnji, pri ustvarjalnosti, umre skupaj z empatijo, solidarnostjo z umirajočim. Ta zadeva te tudi ni znana, seveda ta pa ni v tej knjigi, to je pa psihosocialna, je tukaj. No, jaz sem malo daleč zašel s tem. No, ampak za smrtjo solidarnosti pa v bistvu umre tudi človečnost, ker smo se učlovečili potem, da smo solidarni. Točno, umre človečnost. Skratka, v sodobnem svetu, vsem, kar ste povedala, je literatura v zbirki Smisel nekaj, kar je bo vedno bolj pomembno in zelo smo ponosni, da imamo Slovenci kar velik del oziroma kar vsa temeljna dela logoterapevtska že prevedena. Dr. Ramovš je tudi urednik zbirke Smisel. No in glede na to, da je ogromno literature že na temo logoterapije bilo na voljo, zdaj pa smo dobili knjigo, ki govori o Franklu osebno, o tem, kar je bilo doslej malo zapisanega. Knjiga Ko nas pokliče življenje s podnaslovom Ljubezenski zgodbi, ljubezen je življenjsko delo Viktorja in Eli Frankl. Je nekaj posebnega v logoterapevtski literaturi, kaj je tisto, kar prinaša novega? Gospod Veden. Ja, novo je vsekakor to, da kar je Frankl pisal tudi seveda osebno, o sebi, o svojih izkušnjah, je vendar zelo omejeval vse, veliko je dal na zasebnost, prav strogo, tako da recimo, kar je o sebi povedal, je zelo omejeval in razmejeval, kar se pa družine tiče, žene in potem hčerke, pa moram reči, da jih pravzaprav nikjer niti omenjal. Tako da zaradi tega je ta knjiga čist posebnost, ker ima družina, zlasti pa ta njegova druga žena,
enakovredno vlogo in tudi nastopata kot enakovredna sogovornika avtorjeva tukaj noter. Tako da to je recimo ena čist taka posebnost. Ne. Predvsem tudi to, da ga tukaj spoznavamo skozi celo življenje, skozi različna obdobja, tako kot on sam nekje vmes avtorju pove, pa da ne boste z mene naredili svetnika, ker nisem nikoli svetnik bil. To radi hitro vidimo, ker vidimo samo tisto najlepše. Ne. On je šel tudi skozi različna obdobja, tudi skozi črna, tudi skozi nihilistična obdobja, kot pove. Tudi kar se tiče zasebnega življenja, ni zmeri najbolj blestev. Kot sam reče, on vendarle ni zmeri živel po svojih načelih, ne. Vsaj prej, ne, to je bilo še v mladih letih. Tako da ga poznamo kot živega človeka, iz mesa in krvi, z vzponi in padci, skozi življenje, polno humorja, bi rekel, pa velike neosebne tragike, ki pa jo je znal premagati. Mislim, da to je recimo ta najbolj odlika te knjige. Rekli ste, da je bil Frankl velik štoser, da je spoznamo ga kot alpinista, kot pilota, ne nazadnje, skratka. Ja. Kaj je vas najbolj nagovorilo? Od tega pravzaprav to, da je bil karikaturist. Kar zelo se je ukvarjal s karikaturo, ravno zdaj sem gledal, je tam okoli 90 leta naredil avtoportret, zadev se je v nulo, no moram reči, je imel roko. Recimo meni osebno ta zadeva precej blizu. Tudi recimo ena taka posebnost te knjige je, da tukaj noter ni samo življenjska zgodba. Vmes jo recimo prekine, poleg poglavja, ki je namenjen njegovemu gorništvu, ki je njemu osebno zelo veliko pomemben. Namenjeno tudi poglavje polemikam v zvezi, kontroverzam v zvezi z njim in njegovo teorijo, bi rekel. Ne. Imel je boje na vse mogoče strani, preko znotraj verskih skupnosti svoje in ženine, polemike s psihoanalitiki, potem obtožvali so ga samopromocije, ko včasih sicer kar malo tako tudi deluje. Ne. Zdaj, to je ampak torej vse te pleti so predstavljene, čeprav je treba reči, da ga avtor zelo veliko simpatijo opisuje, kot tudi njegov bivši učenec, kar ni čudno. Tako da moram reči, predvsem je pa zanimivo to, tako kot sem rekel, da opisuje ženo, ki je bila njegova velika podpornica, ki ni bila nikakršen, nič ni bila, pravzaprav niti medicinska sestra zares ni bila, čeprav je to delo med vojno upravljala. Nekje tam vmes zelo v eni opombi avtor opisuje, kako pravi, da njej je nepredstavljivo, da bi šla pa se enemu psihoterapeutu izpovedovala o svojih osebnih težavah, če bi ona ima za to družino pa prijatelje. Ampak pa jo pa vprašajo, kako pa da ste pa zmeri podpirali moža pri vsem teh novih prizadevanjih, ki jih on ne bi zmogel sam, recimo v zadnje leta je bil on tako rekoč slep in sploh ne bi nič mogel. Ona mu je brala, ona mu je pisala, pretipkavala, vse to delala, je rekla, ker ne moram zanikati njegovih pisem. Pisem tisoče in tisoče pisem njegovih bralcev, ki sem mu pisal, on je odgovarjal, ona je to pravzaprav pisala in je videla, da to deluje. Torej, na tem neki mora biti, tako da nazaj ne vendar rekla, no, če bi že morala k kakšnemu psihoterapeutu, no, pa bi šla k logoterapeutu. Doktor Ramovš, glede na to, koliko častnih doktoratov in vseh nazivov in časti je bil deležen Viktor Frankl, v tej knjigi beremo tudi to zgodbo, kako je Eli bila deležna te časti in koliko je to njima obema pomenilo. Kakšno vlogo je pravzaprav imela Eli v njegovem življenju? Ja, tako kot je knjiga, ko nas pokliče življenje, temu ne vem, če se da še kaj veliko dodati. Če gremo v to zgodovino Franklovega življenja, on, ko je prišel iz taborišča nazaj na Dunaj, se je boril skozi, da pride, ko je pa prišel, pa je bilo prazno stanovanje, ker je do zadnjega verjel, da žena bo pred njim doma in bolj sigurno kot on.
potem pa je ugotovil, da je ni, pa ko je iskal, pa je preko Rdečega križa našel potem v taborišču, kdaj je v taborišču bila ubita, se pravi pred koncem vojne, precej njegova žena. Takrat je potem ostalo samo še to, da svoja spoznanja napiše in odide. Tako da to, kar je v tej knjigi zelo jasno, ta, če že hočete, nihilističen del, tisti nihilizem v času študijskih let pa dijaštva, egzistencialnike v oni knjigi, tisti je bil bolj tako salonski, da tako rečem, kot je bil egzistencializem študentov pa intelektualcev, medtem ko ta, da pa nima za kaj več živeti po vojni, razen da napiše, kar je spoznal pa dojel, in to je napisal na hitro, v recimo par mesecih, 2 knjigi, veliki knjigi, glavno Zdravnik in duša, slovenski prevod, in kljub vsemu rečem življenju, da, ko je to potem tako rekoč ni ostalo nič, ostalo je še nekaj čist malega, to pa pomeni ta njegova širina psihoterapevtska v primerjavi z drugimi, ali pa če že hočete dobro sosedski odnos z drugimi psihoterapijami, pa tudi z verovanjem. Frankl je prvi, pa tako rekoč edini temeljit psihiater, ki je utemeljil dobro sosedski odnos med psihoterapijo in versko pastoralo. To knjiga je tudi išla kot zadnja, pred 2-3 leta, Človekovo iskanje najvišjega smisla. To je še malo ga priklepalo na ta svet 46. leta, vendar pa jaz ne verjamem, da bi bil upisal, oziroma doktorat, filozofski doktorat, on iz tega pol doktoriral, iz tega dobrososedski odnos med verovanjem in psihoterapijo. Če ne bi bilo Eli. To srečanje z Eli, ena drzna, tako rekoč, ob koncu vojne punčka, da tako rečem, prijetna, pa drzna, pa sposobna tudi zelo, da se javlja, grem jaz k njemu, k temu šefu čudnemu, ki se ga vsi spoštujejo, pa se vsi ga bojijo, ker je iz taborišča, ki je prišel, ker je mal čudaka. Takrat je bil star 41 let. Grem jaz ga žicat, da nam na oddelku da 1 ali 2 posli za naše pacijente, ki so nujno rabili. No, takrat si to je bila ljubezen na prvi pogled, in potem se je to razvijalo naprej, sta se zelo na hitro zbližala, spoznala, tudi poročila in vse drugo. Tako da je začel v drugi polovici življenja, po 40. letu je začel dobesedno drugo življenje. In v tem drugem življenju ni ničesar od prvega negiral, kar ljudje ponavadi naredijo, ko začno znova. Tudi v tej knjigi, ki je zelo Eli zaznamovala jo, seveda, ker je potem, ko je Frankl že konc bil, tudi Eli ni nič motilo, da je v prvi ženi pisal enako kot o njej, seveda manj, ker sta bila malo poročena s prvo pred taboriščem, ampak je enako mesto. Tako da ta zgodba med njima je v resnici zgodba o uspehu, to je pa Franklov tisti zadnji stavek, ki je not v knjigi, ki ga je Eli napisal, prednje šel pa 92 na operacijo srca, za katero je bilo nekaj možnosti, da preživi, veliko pa ne, in ni preživel, oziroma je ostal v komi, pa umrl potem naslednje dni. Je pa napisal v eno knjigo posvetilo, pa to knjigo nekam skril, tako rekoč, v svoji knjižnici, prednje šel na operacijo. Je pa zadnji stavek povedal: poišči med knjigami tam, kjer sem ti napisal svoje zadnje sporočilo. Napisal in je potem po par mesecih to najdla, je že obupala, da ne bo najdla, pa je našla to knjigo,
v kateri je napisal o trpljenju, tako kot smo prej govorili, to je knjiga o trpljenju Franklova, in je napisal Eli, ki je iz trpečega človeka naredila ljubečega. To je pa velika stvar. Če ti lahko zadnji stavek v življenju napišeš svoji ženi, ki je sicer mlajša, bila od njega dobre 20 let, ampak če lahko napišeš po 50-60 letih skoraj skupnega življenja, Eli, ženi ime, ki je iz trpečega človeka naredila ljubečega. Mislim, da boljšega posvetila za noben rojsten dan in za nobeno obletnico poroke, malo je mož, ki so lahko to napisali, kar je Frankl na koncu. Druga stvar, ki me pa pri tej knjigi fascinira in sem je vesel, je pa to, kar ste vi tako poudarili, ta odkritost. Tisti, ki smo Frankla poznali, pa z njim živeli, recimo, Frankl ni šparal na besedah in tudi znal se je promovirati, tudi čisto osebno na 4 oči. Ko sem bil jaz pri njem, recimo v njegovi knjižnici po stanovanju, pa sva klepetala, pa mi je vse pokazal, to pa to pa to, vse, kar je recimo od prve spominske knjige, ki jo je začel, potem znova začel živeti po 47. letu, 48. ki sta se vzeli poročila, je tudi spominsko knjigo, ki jo je imel skozi in je dajal tudi meni, da smo se upisali, je takoj odprl na prvi strani. To se pravi iz leta 48 ali 47. Prav, a poznaš kakšen podpis? A ne? Jaz gledam, pa se mi je zdelo, tale bi lahko bil, mislim, da je bil 3. Heideggerov. Ampak jaz nisem filozof, ne Heideggerjanc, tako da bi vedel, sem rekel, ampak ta Heideggerjev sigurno ni, lahko bi pa bil, morda, sigurno ni, ker on je bil nacist, na najvišjem mestu kot filozof, se je imel vso promocijo med drugo svetovno vojno, pa pred njo v nacistični stranki, od prvega leta je bil v stranki, ki je bila ustanovljena, vi pa ste vse zgubili v taborišču nacističnem, tako da, pa je rekel, pa je, Heideggerjev je. In potem je celo zgodbo pripovedoval, recimo, kako je Heidegger k njemu prišel po vojni na obisk in si je 3. v knjigo opisal, to se pravi 3. od tistih obiskov, ki je znova začel živeti, pa knjigo vzpostavil. To se pravi, Frankl je znal pripovedovati in Eli tudi o sebi, da tako ste vi rekli samo promocijsko, vendar zelo na dostojni ravni, nevažno, vendar pa, da bi pa to kdo napisal ali pa da bi sam napisal, to pa ni govora. On je intimno življenje svoje, te 3 stvari, odnos do Boga, verovanje, odnos do ljubezni, spolnosti, pa odnos do smrti in družine, to je bil tabu, ni govora. Tudi svojo avtobiografijo, ki jo je napisal tudi v poznih letih, malo pred smrtjo, o tem ni pisal. Medtem ko s Klingbergom so se pa tam v Ameriki 2 leti ali koliko pred smrtjo, pa na nek način je nekaj takega preskočilo, kot je med Eli, to sestro medicinsko priučeno, in njim, predstojnikom iz taborišča, nekaj takega je preskočilo med Klingbergom in Franklom pa ženo, ko je Klingberg vozil jih v Ameriki tam na letališče, ali kaj že bilo, ali v hotel, eno popoldne, da so krožili po mestu, se je 5 ali 6 ur, da je vmes Klingberg tankal. Tam sta tudi pripovedovala takih stvari, kot jih je meni po drobcih, pa vsakmu, toliko, da je Klingberg na koncu le vprašal, poslušajte, to je pa tako zanimivo, gotovo je to vse napisano. Frankl je pa rekel, ne, ni napisano, nikjer, ne znanje, ne moje strani, od nobenega drugega. In takrat so se sporazumeli, dogovorili,
da bo Klingberg pravzaprav in je potem ene 2 leti, zadnje 2 leti Franklovega življenja, lep po svetu, da je na Dunaj hodil, dobil asistente ali karkoli že, docenti, da so namesto njega predavali v Ameriki, na Dunaj veliko hodil in čisto vse kraje obiskal, tudi tiste, ki Frankl nikoli ni bil, ali pa v otroštvu, na počitnicah na Češkem, in tam stvari izbezal ven, recimo dnevnik Juda, bratranca Franklovga, ki ga je pisal 2 ali 3 leta, ko je bil skrit, skrivač, da je živ ostal, malo pred smrtjo. Tako da zame je pravzaprav en čudež takle, da je Frankl znova začel živeti po vojni kot vdov, kot z vsem tem razočaranjem, ob tej ljubezni, ob tej zaljubljenosti, če že hočete. Pa naprej, in da je to trajalo do smrti, če dalje boljše. In da se je končalo s tako izjavo: Eli, iz trpečega človeka si naredila ljubečega, pa tudi to, da je s Klingbergom preskočila ta iskra, da sta potem kar naprej pripovedovala vse te svoje štorije. Klingberg je pa dober znanstvenik, je pa vse stvari preverjal, študiral, tako da Klingberg je iz tega, če že hočete, doktoriral. Eli so pa dali častne doktorate v Ameriki, ker Amerika ni taka v izobraževanju kot Evropa, ki je formalna v članki, pa stopnje, pa 2 leti upisati, pa 3 leta upisati, pa v predavanju vsa, če ena stvar manjka, pa ne more. Ne so dali častni doktorat, na, če že hočete, na poklicno šolo ali na osnovno šolo njeno, ker je v resnici v tistih 50 letih o tej stvari vedela vse. Jaz mislim, da so ji dali Američani upravičeno častni doktorat. V Evropi najbrž to ne bi bilo možno, v Evropi pa po drugih kontinentih so samo Franklu dajali častne doktorate, tudi v Ljubljani ga je dobil, takrat 3 leta pred smrtjo, tukaj čez v Unionski dvorani predaval, bilo cela Čopova ulica je bila polna in dvorišče, je častni doktorat dobil, medtem ko Eli so pa Američani dali na ta način, kot Klingberg in vsi drugi, da je, jaz mislim, da je bilo to pametno. Ameriška kultura je ne drugačna evropska, je funkcionalistična. Če nekaj znaš, pa dobro delaš, dobiš najvišjo plačo in doktorat, da tako rečem, kot Eli, brez težav. V Evropa se pa zgublja malo v formalizmih, malo preveč najbrž. Doktor Ramovš, zelo smo veseli, kadar vas imamo v svoji sredi, tudi zato, ne nazadnje, ker ste nekako živa priča in živa vez z temi velikani, ne nazadnje z našim velikanom, doktorjem Trstenjakom. Kot pravite, Frankla ste gostili tukaj v Ljubljani in bi verjetno sami lahko zapisali celo vrsto teh anekdot osebnih v pogovoru z njimi. Pa čisto za konec, kako se je njemu zdelo to v Ljubljani? Se spomnite, kako se je počutil pravzaprav? Se je zelo dobro počutil. Na večerji smo bili gor v Trzinu, 20 ljudi, 2 ministra sta bila takrat prve Slovenije, ne prve vlade, ali pa so bili celo 3, 2 zdravstvo, 2 ali pa 3 ministri. In dobro se je počutil, on si dobro znajdel. Mi smo se slabo počutili, ker nismo imeli kam dati ljudi. In jaz sem mu malo pojamral, da je problem, pa dvorana tako polna Unionska, pa še težave so bile. Take, kako bi rekel, takole za klepet v Mateneji se lahko reče. Mene so poklicali, pa so zagrozili. Če vseh ljudi do zadnjega iz dvorane ne spravite, ki stojijo, imamo pravilnik, da samo sedišča, bomo elektriko izklopili. Konca, kaj čisto narediti potem? Takole, ne tamle pa Frankl in toliko ljudi. No, se smo potem rešili hitro, tako da je vse v redu bilo, tudi zunaj ozvočitev naredili, da je bila tle na dvorišču, da je. Vendar pa so bili težke stvari. Ko smo pa klepetali, potem ne vem, ali pa Trstenjaku, ali kjerkoli že, pa sem malo pojamral,
da je ljudi bilo toliko in da pa nas to ni navada, pa predpisi, da so samo sediš, rekel to. To je normalno. Pa je pripovedoval potem zgodbe iz Avstralije, iz Japonske, iz Združenih držav, iz Nemčije, kjerkoli, kjer je predal, prav to je normalno. Ljudi veliko pride in če se da ozvočiti, da še zunaj slišijo, pa stojijo, to je normalno, tega sem jaz navajen, to je bilo za njega normalno. In potem je zgodbe pripovedal, ne vem odkje eno, ki je bilo tudi tako veliko ljudi in so potem je policija 4 ulice zaprla, vse okrog zaprla in so bili ljudje na cesti, pa so zvočnike ozvočili, da so poslušali, tako da si dobro počutil, čist domače, tudi tam, kjer smo vi kakšne težavce imeli, je on takole vzel čez ramo, pa se to je normalno, kaj ćete, je bil zadovoljen. Vedno, kadar je bil tukaj, si dobro počutil, je bil zadovoljen. Tudi z vašim ravnateljem sta imela take lepe zadeve, ampak to so že takih, smo se tako nasmejali. Vsekakor je bil zadovoljen. Tudi z Mohorjevo je bil zelo zadovoljen. Je risal. Jaz sem mu cel paket takrat kupil njegovih knjig pri Mohorjevi, sam, pa sem mu jih dal podpisovati. Na mojo mi narisal avtoportret. Pa je bil Frankel za govornico. Krasna karikatura, taka, ki jih poznate. Druge bi pa podpisoval zato, da sem jih ljudem delil, tisti, ki to zanimalo. Mislim, da je 60 jih bilo v enem paketu. Pa je podpisoval polovico je podpisoval. Roka, ne gre več. Vse je v redu, je pa dosti. Ampak to je bilo samo tako, šov. Jih je podpisal cel paket do konca, lastnoročno knjig. Tako da to je tudi en tak znak, da si dobro počutil, a ne? Tako. In Frankel živi v vašem pripovedovanju, o teh anekdotah, ne nazadnje pa tudi v knjigah, ki so danes bolj dostopne, tako da vabljeni, da si kakšno odnesete domov in to je branje za razmišljanje. Gospod Meten, za konec morda vidim, da ste nekaj pripravili. Ja, htimo se hotel reči, ker se tako fest ta njegov zadnji posvetil omenil, sem se zraven spomnil na, bi rekel, prvi posvetil, ki ga je Eli napisal 46 leta, v bistvu takoj po tistem, ko sta si izpovedali ljubezen, je napisal en vers Hölderlinov, was das tiefste gedacht, liebt das lebendigste. Kar bi recimo zelo približen lahko prevedel, kdor je mislil najgloblje, ljubi, kar je najbolj živo. In potem v pogovoru je to nekako ona sama komentira, je rekla, brez mene bi se zgubil v svojem svetu, v svojih mislih. Jaz pa sem ves čas prizemljena in on to potrebuje. Če bi danes umrla, bi v 3 dneh umrl tudi on. Tako izgubljen bi bil sam. On je pa zraven rekel, so umrl bi. On se je zmeril, moj zraven hic. In to je res. Zato je tudi to, kar beremo, tako kot Klingberg sam reče, to je ena lepa ljubezenska zgodba. In že se vidi tega vredna branja. Hvala. Spoštovana gosta, mislim, da bi lahko mi še dolgo in na široko o tem govorili. Če je na hitro še kakšno vprašanje, sicer pa bomo ob koncu še kakšno rekli. Zaenkrat pa hvala lepa za vaš obisk, za vašo pozornost, vama pa res hvala lepa za sodelovanje pri zbirki Smisel, upam na še kakšne knjige in seveda hvala za današnji pogovor. Hvala vam in cel družbi, da smo kramljali ob teh 2 novih knjigah.